Pozdravljeni! Danes je na vrsto prišel že 22. komentar novic letos in tudi tokrat si bomo skupaj ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokratni komentar novic, kot običajno, bo imel 4 ločene dele, kjer bomo obdelali vse tiste novice, ki po mojem osebnem mnenju niso dobile dovolj poudarka v medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, ali pa potrebujejo nek dodaten komentar. Vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih izvirnih člankih, imate bližnjice do njih, seveda navedene v opisu. Mi pa, da ne bomo predolgi, je kar najbolje, da se lotimo naše prve teme, našega prvega sklopa. V svetu Formule 1 je vroča tema zadnjih mesecev zagotovo prestop raznih inženirjev, ki hočejo zamenjati delovno okolje. In na uradni spletni strani Formule 1 f1.com smo lahko 30. maja prebrali, da Rob Marshall zapušča Red Bull in bo z začetku koledarskega leta 2024 postal tehnični direktor pri McLarenu. In tu je treba poudariti, da ni edino zveneče ime, ki prihaja v Woking v naslednjih mesecih. Tudi Sanchez iz Ferrarija bo postal del te ekipe. In verjetno sedaj marsikomu izmed vas ime Rob Marshall ne pove veliko. A če vam omenim Max Damper, se bo verjetno marsikomu v mislih pojavil spomin na pogruntavščino, ki so jo imeli pri ekipi Renault. In en izmed avtorjev, verjetno glavni pobudnik za tisto res genialno idejo, je bil Rob Marshall, ki je tudi pri ekipi Red Bull zmeraj bil v tisti skupini, ki si je izmislila marsikatero genialno rešitev. Sedaj je prišel čas, da bo zamenjal okolje in izbral si je McLaren. A po drugi strani ne smemo mimo članka, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motosport.com 29. maja. Tu Franco Nunez, priznam, dokaj kaotično opisuje dogajanje. Namreč mi bralci bi lahko dobili občutek, da Ferrari s prestopom Mekija v Alfa Tauri dobesedno izsiljuje Red Bull. In seveda tu je omenjeno ime inženirja Davida Georgea, ki naj bi prišel v skuderijo Ferrari. A kdo za hudiča je David George? Namreč nihče od nas, ne tistih manj, ne tistih bolj izkušenih okrog sveta Formule 1, ni slišal kaj dosti o njem, razen tega, da je delal v NASCARju, IndyCarju in Formuli 1. A vidimo tu izjemno zanimivo situacijo. Seveda, določeno število kadrov zapušča Red Bull, a izgleda, da malo kateri si je izbral pot v Maranello. Namreč tudi pri Ferrariju krvavo potrebujejo tehničnega direktorja, a primeren kader je odšel v McLaren. Toliko v razmislek, kakšno okolje so ustvarili pri tej znameniti italijanski ekipi. A verjetno o tem, kdo bo prišel v Ferrari, bomo še govorili v naslednjih mesecih, mi pa se raje lotimo druge teme. Bi lahko Fernando Alonso zmagal veliko nagrado Monaka? Po tisti napaki, ki so jo naredili pri Aston Martinu, se je marsikdo izmed nas začel spraševati prav to.
In tudi v komentarju dirke prispevku, ki sem ga pripravil v nedeljo, lahko vidimo v pripombah takšno vprašanje. In sam sem podal izjemno poenostavljen odgovor. Namreč na cilju je imel Fernando Alonso 28 sekund zaostanka, postanek v Monaku pa pomeni pribitek približno 20 sekund. Torej, nekako zaokroženo povedano, 8 sekund je bil Fernando Alonso v vsakem primeru prepočasen. A pri drugih, bistveno bolj sposobnih virih so se lotili tudi bolj temeljite analize. In 29. maja na spletni strani Race Fans smo lahko dobili enkratno poročilo. Od radijske komunikacije do seveda primerjav med raznimi vozniki je tu izjemno dolg članek, ki lahko vsakomur izmed nas pojasni, kaj se je pravzaprav dogajalo. In sam sedaj ne bom obnavljal vsega tistega, kar je tam zapisano, a pokazal bi vam rad ta graf, kjer vidimo, kako je rastel zaostanek Fernanda Alonsa in seveda tudi Estebana Ocona za Maxom Verstappenom. In vidimo tisti dvojni postanek tam okrog 55. kroga, ampak vseeno tudi vidimo nekaj drugega, da Fernando Alonso je imel tolikšen zaostanek že odprej, da pri Red Bullu niso tvegali. Namreč znano je, da v takšnih pogojih je vožnja na vse ali nič izjemno nevarna. Lahko se zgodi tisto, kar si najmanj želimo. In vemo, Fernando Alonso je v bokse zavil pred Maxom Verstappenom. Max se je odpeljal naprej, medtem ko je lahko Fernando za njim izbiral. In ko so pri Red Bullu opazili, da so pri Aston Martinu montirali pnevmatike za suho progo, so Maxu sporočili, naj vozi počasi. Namreč privoščil si je lahko 6 sekund počasnejši krog. In to se je tudi zgodilo. To je razvidno iz samega grafa. Nekaj, kar so spregledali zopet pri italijanski verziji spletnega portala motosport.com, ker so 31. maja objavili podobno analizo, le z diametralno nasprotnim rezultatom. Tu pravijo, da ukolikor ne bi bilo napake, bi Fernando Alonso zagotovo prehitel Maxa Verstappena, kajti ta je začel voziti počasi. In v analizo so vključili celo Yukija Tsunodo. A pozabili so na dejstvo, da po tisti ponesrečeni menjavi Alonso so pri Red Bullu dobesedno vedeli, da imajo čas in da niso ogroženi. In tudi to je treba upoštevati, ne le gole številke. A vsakdo izmed vas si lahko prebere članka in ustvari lastno mnenje. Tudi zato obstaja komentar novic. Mi pa gremo raje k naši tretji današnji temi. Mick Schumacher bo ponovno dobil priložnost v Formuli 1, a ne na dirkah za veliko nagrado, kot poroča portal GP Blog 31. maja, bo Mick nastopil na testiranju pnevmatik Pirelli, ki ga bodo priredili po koncu velike nagrade Španije na progi v Montmelorju. In to bo izjemno zanimiv dogodek, kajti videli bomo mladega Schumacherja za volanom Mercedesa W14B, torej aktualnega bolida, in seveda imel bo tudi izjemno konkurenčno primerjavo z Georgeom Russellom, ki bo prav tako sodeloval pri teh testiranjih. In to bo lepa priložnost, da bomo videli, ali Mick ima tisti potreben talent, tisto potrebno hitrost, ali je bilo vse le govorice raznih poznavalcev in novinarjev. Namreč pri ekipi Haas smo lahko dobili razne izgovore.
od tega, da je bil bolid nekonkurenčen, do onega, da pač pri ekipi Haas niso imeli dovolj sredstev, da bi lahko sledili Miku. A sedaj teh izgovorov ni. Namreč Mik v celotni sezoni 2023 je pridno sedel v garaži tovarniške ekipe Mercedes in seveda vadil na simulatorju. Sedaj bo pa treba pokazati, kaj se je naučil in kako hiter je. Namreč slišali smo razne zgodbe od tega, da je povzročil ogromno škode s svojimi nesrečami in seveda videli, da ga je Kevin Magnussen mnogokrat ponižal na sami progi. A sedaj bo imel lepo priložnost, da se pokaže, ali je vreden ali ne, da v prihodnosti dobi še kakšno priložnost. A mi pojdimo še k zadnji današnji temi. Za konec se bomo pa ustavili ob novički, ki je bila objavljena na spletnem portalu RaceFans 31. maja. Pri ekipi Haas so presenečeni nad rezultati posodobitvenega paketa, ki so ga prvič preizkusili na veliki nagradi Miamija in je bil prisoten seveda tudi na ulicah Monte Carla. Namreč, kot pravijo sami, so rezultati boljši od onih, ki so jih dobili v vetrovniku. In na prvi pogled simpatična novica, ki pa lahko skriva na dnu tudi negativno presenečenje. Namreč to, da so rezultati vetrovnika drugačni od onih v resničnem svetu, je zaskrbljujoč podatek, ne glede ali so boljši ali slabši. In tu je treba poudariti še nekaj, da ekipa Haas ne uporablja svojega vetrovnika, temveč najema onega, ki ga imajo pri skuderiji Ferrari. In če obstaja neka napaka v vetrovniku, če podatki iz vetrovnika ne kažejo nekega pravega stanja, je lahko tudi razumljivo, zakaj SF pomišljaj 23 ni tako uspešen. Pred mnogimi leti so se pri skuderiji Ferrari bavili s podobnimi težavami in upam, da tokrat ni tako, da gre le za nekaj, kar pri ekipi Haas niso predvideli, ampak vseeno, da je z vetrovnikom skuderije Ferrari vse v najlepšem redu. A bodimo pozorni na izboljšave tudi pri Ferrariju, ki bodo prisotne že na prihajajoči veliki nagradi Španije. Bodo delovali ali ne. Za danes pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.